Jaz se strinjam v toliko s temi pomisleki o funkciji državnega sveta in njegov delovanju z vidika, da smo prišli do točke, da je danes potrebna dejansko ena celotna ocena delovanja našega parlamentarnega sistema, ne samo z vidika državnega sveta, ampak sploh z vidika celotnega parlamentarizma, koliko je pri nas pravzaprav odigral tisto vlogo, ki jo mora odigrati v neki demokratični družbi. Zato mislim, da je dejstvo, da prevladujejo v tako veliki meri očitki na sam obstoj državnega sveta kot predstavnika družbene strukture, so ti očitki utemeljeni v tem, da je sploh problem naše družbe, problem njene strukturiranosti in prevlade političnega podsistema kot glavnega, edinega in dokončnega arbitra v naši družbi, sploh v družbenih zadevah. Pravi, zato po mojem mnenju pri nas ne deluje ustrezno niti državni zbor, niti odnosi med različnimi vejami oblasti, prav zaradi tega, ker ves celotni ta organizem predstavlja družbo, ki v resnici ne obstaja, oziroma ki je drugače, ki je na določen način strukturirana, pa ne dobi izraza v svoji, rekel, organizacijski obliki v našem parlamentarizmu. Vidite, ker jaz se mogoče zdaj malo ponovim od tistega, kar sem že vam prej povedal, namreč bistvo socialističnega sistema, iz katerega smo prišli, je bilo ravno razgraditev družbe izključno na brezmočnega posameznika. In ta razgraditev družbe je bila potrebna prav zato, ker je bil namen socialistične družbe preoblikovati družbo v čisto nekaj novega, zato jo najprej podreti v totedanji strukturi in zgraditi nekaj novega. Dobro, zdaj se ne bom spuščal v detajle teh konceptov. Pogledajte, zdaj, ko je Demos prevzel, pa uveljavil, no, se ne sam Demos, mislim, preko njegove iniciative, ko je prišlo do nove institucionalne družbene ureditve, ko smo šli na parlamentarni sistem, smo imeli zelo podedovali družbo, ki je bila v celoti destrukturirana. In se je politični podsistem znašel v isti vlogi, kot je imel prej v socializmu. Samo s to razliko, da je bil pred, spravi, da je bila pred njegova funkcija zgraditi neko novo družbo po nekih določenih konceptih, kakšni že pa zbili. Zdaj pravzaprav prišla, se je ta pravzaprav naloga obrnila, s to razliko, da smo zopet preko političnega podsistema začeli uvajati neko novo demokratično družbo. Vidite se pa, družbena struktura in instrumentari, spravi, metode, s katerimi smo hoteli priti do nove demokratične družbe, so bili popolnoma enaki kot tistih, ki smo prevzeli in zaradi funkcije družbe, torej političnega podsistema, torej mora biti enako. Zapravi, mi smo zdaj pravzaprav bili postavljeni pred zelo paradoksno vlogo, da gradimo ali pa zgradimo demokratično družbo z instrumentarijem totalitarne družbe. To je temeljni paradoks naše družbe, seveda, ki mora nujno pripeljati do notranjega konflikta. In ta notranji konflikt se dejansko manifestira
v vsem delovanju našega tako zvanega parlamentarnega sistema.